Torkovo jutro, dobro jutro, Sandi Suska z vami, ekipa v studiu nisva sama, z nama je pevka, igralka, komedijantka in upamo, da ne najbolj stroga žirantka prihajajočega šova Slovenija ima talent. Z nami je postavka, ki jo moja hči najbolj pozna po slovenski sinhronizirani različici animiranega filma Frozen, ne? Je zapela v slovenščini. Ja, z nama je tudi tista, ki obožuje kriminalke in zgodovinske romane, rada pa tudi peče. Seveda ni res nujno, no, da to drži, ker sabo ni prinesla nobenega protvana za pokušino. Ni bilo napovedano. Danes pa ni ostala, ker je bila kar v bližini, no nam je zaupala, tako da ni prišla s Posavske. Ni prišla s Posavske, ampak koliko je bila zgodna, bo povedala sama Nuška Drašče! Dobro jutro! Kako si? V redu, fajn. Kava je super stvar. Super stvar? Kava je super po naporni noči v Brdih, ne? Ja, vsi smo bili kar pridni, no, ker smo malo bolj zgodaj štartali, pa jaz sem vedela, da vam danes intervju in da moram biti prisebna, vsaj prisotna, če že prisebna, ne. Ja, imeli smo team building in hkrati zaključek sezone, ženske brez filtra. Zelo smo bili mirni, imeli smo predavanja, zelo smo poslušali zapiske, delali tako. No, predavanja, kaj? Ranko je predaval ali kdo je predaval? Vsi so predavali, tako da ja, ne, kako fajn. Kako se gleš vrti, ali kako? Ja, veš, to je poseben način, to moraš znati, veš, to ni kar tako. Sicer jutranja budilka, kdaj je pri tebi običajno, ko nimaš intervjuja pri nas? Čim kasneje. To so redki momenti, sicer, no, da lahko res spim. Veliko se mi tako zgodi, da se zbudim, pač telo zaštarta, ker si navajen nekega tempa, pa sem kakšno urco zdaj po koncu, pa grem pa malo nazaj, malo imam na zalogo delam tudi te stvari, ne, tako da če se le da. Se pravi, te je treba pustiti bolj primeru ali si takoj za akcijo? Ne, dajmo prva dva požirka kave, pol se pa lahko, pa se že stavki sestavljajo z vsemi glagoli in priredi, podredi. Ja. Kakšna jutranja rutina mogoče? Suska ima vedno rada tako vprašanje, ne, o jutranjih. Jutranja rutina. Kava. Kava definitivno, to res ne morem. Dolga leta jo nisem pila, ker mi pač dišala mi je vedno, ampak je nisem pila. Pol nekje tam, ko sem dobila otroka, ne, ta mali, pol, ko je bil v tistih letih, ko pač tam 3-4, veš, ko pride zjutraj na poslo, mamica zbudi se danje ob 5:30, ne, takrat je pol kava se zdela zelo fajn stvar. No. In je tako tudi ostalo, tako da ja, kava pa, če gre, imam rada počasno prebujanje, no, ne gre vedno, ker rada maksimiziram spanje, ne, se pravi, če vem, da imam neki zelo, pol si dam čist do zadnje minute, ko je še treba, da pol moram kar hiter, bom rekla, moram telo zaktivirati, preden možgani do konca razumejo, da so že po koncu. Da so po koncu. Naj povem, da v nadaljevanju ure lahko pričakuješ veliko akcije, takoj bo po koncu. Že v kratkem pa se posvetimo tistemu projektu, ki ga že vsi čakamo, vi pa pridno snemate. Med Slovenci sigurno priljubljen. Ostanite z nami. Nuška, zdaj pa hočemo vedeti vse snemanje nove sezone. Se odvija, bomo videli veliko dobrih talentov, kaj se pripravlja. Ja, jaz mislim, da ja, no. Kar smo zdaj videli in slišali, je bilo krasno, tako da je kar težko, bi rekla, reči ne, no. Kar nekaj zelo, zelo lepih momentov je bilo. Res, mene sta na 2 čist začarala, 2 točki, pa 1 še posebej, ker sem stisnila tudi zlati gumb. Enostavno, kad nekaj se ti zgodi noter, ne, nekaj te premakne in ne moreš pač. Sem ga pa tudi tako vžgala, da sem ga skoraj zlomila, tako da. Posavka, ni to ona hec, udari, razumeš, težka roka, bam. Boš stroga žirantka? Mislim, a veš, vsak se nekaj odloči, kaj bo gledal, poslušal, ampak nekako jaz grem res zelo po občutku. Ni vedno vse, recimo tudi kakšne zadeve, ko smo jih videli, mogoče niso bile popolne izvedbeno, ampak je vse skupaj funkcioniralo, je imel nek smisel, je človek nekaj dal, začutiš nekaj več, začutiš neko energijo, neko posebno barvo v glasu, ali pa v gibu vidiš neko eleganco, nekaj pač enostavno, ker normalno nisi za vse stvari kvalificiran, jaz plesa ne morem strokovno soditi, normalno, da ne, ampak ko se te pa dotakne, ko te premakne, to pa ne moreš, ne. Na stolu za najbolj strogega sedi Borut Pahor, upravičeno je najbolj strog, kaj on ocenjuje ples? Kdo vam je pa to rekel? Hecam se. Predsednik je zelo predsedniški, ima zelo, zdi se mi, da zelo sprejema vse, kar mu z odra prenesejo talenti. No, sploh veš, kdo je Pahor, a veš, da je on dobil ukor v šoli? Ne, nisem vedela. Bi vedela primerno vedenje v prvem razredu, tako da to ni kriterij, ne? Je bilo kar malo kasneje, bi vedela, zakaj je dobil ukor?
Ne bi vedela. No, Susko sva pripravila par možnih odgovorov, zakaj Pahor dobil v kor Suska. Kaj praviš, ker je pretepil sošolca, ker je rekel učiteljci, da bi spal z njo, ali ker je v ravnatelja zabrisal šolsko torbo? Opcija 3 se mi sliši kar verjetna. A ravnatelju zabrisal šolsko torbo? Ja, ker ne vem, a veš, lahko je bilo tudi po nesreči, ne vem. No, to je lepo vedel pri nas. Meni je bila všeč učiteljica italijanščine. Jaz sem rekel, da bi rad spal z njo. Okej. Človek se vsak dan nekaj novega nauči. In sem dobil kor in potem sem šel po koncu učne ure do nje in sem rekel, jaz bi se rad opravičil. No, je rekel, saj smo bili vsi mladi. Ampak potem sem rekel, učiteljica, jaz bi vseeno spal z vami. No, zdaj boš verjetno malo drugače gledala naj, ne? Jaz ga ne bi dal lik sedeti na glavni seji, da še preveč poreden se mi zdi. Dobro, ne. V nadaljevanju ostajamo pri talentih, zate imava en izziv, kako se boš v njem znašla, pa po naslednji. Ostanite z nami pa jutranja VIP gostja, ki ni, kot ste slišali, samo odlična pevka, komedijantka, ampak tudi bodoča žirantka nove sezone šova Slovenija ima talent, Nuška Drašček. Nuška, kot smo povedali, snemanje se že odvija, si podelila veliko rdečih gumbov? Ne, mislim, da sem enkrat stisnila. Aha, kaj je, fušanje bilo ali se je spotaknil med plesom? Ne, veš kaj, preveč vsega je bilo, enostavno me točka ni pritegnila. Tako se mi je zdelo, da mogoče pa ni treba. No, evo, v nadaljevanju si boš verjetno želela, da pritisnila ta rdečga, ampak Susko imava zate drugo nalogo. Slišala boš zelo slabe pevske nastope iz tujih talentov, ti pa boš mogla podati vsaj 3 pozitivne komentarje na te nastope. Torej, najboljše izvleči. A si pripravljena? Boste ta prvi izvedeli? Pa med petjem lahko že komentiraš, izvoli. Suska in Nuška sta obmolknili. Gledamo, poslušamo. Išče besede. Luč je fantastična. Luč, okej. Koreografija tudi obeta. Glih prav, ni preveč, ni pa oblačila. Oblačila, imamo 3, odlično. Gremo naprej, pazi. Ja, to je Madonna. Malo se, mimika na obrazu veliko pove. Ne ti povem, to imam jaz težavo, veš. 2 milijona je vprašala za ta nastop. Ne, se veš kaj je zanimivo, ker barva glasu, ne, sploh ni slaba. Barva ni slaba. Dobro, imamo prvo. Ja. Kaj smo rekli, 3 pozitivni stvari moramo najti. Cena nastopa bi jaz rekla 2 milijona. Tudi zelo dobra. Ja, pa sonce je zunaj, fajn. Sonce je zunaj, pa še tretjo imamo. V dan, ki ne mine, najin krik je odmev. Ko se prebujaš, se zablesti, Ta glas mi je nekam znan. Dan zažari. Besedilo se je zelo lepo naučila. Lepo se je naučila. Biti s teboj, to mi je všeč. Ja. Obeta? Ne. Rdeči gumb, Suska! Suska, rdeči gumb bi dobila, ne zato, le mogoče bi provala s kleklanjem ali pa kaj podobnega. Ja, to je ekstremen talent oziroma spretnost. Zelo. V nadaljevanju bomo mal mednarodni, ne? Tole je Nuška Drašček in glasbeni kolega Žak Houdek. Houdek je tako duet, letos piha polnoletnost. Ja. 18 let. Že. Nuška in Žak. Nuška, to so spomini izpred skoraj 20 let, ko sta to Žakom posnela. Ne povemo, ne, Žak Houdek, on je hrvaški pevec, ki je Hrvaško tudi že zastopal na pesmi Eurovizije pred nekaj leti in on je zdajle tudi z nami. Žak, dobro jutro!
Dobro jutro svima koji nas slušaju i vama u studiju, a najveći pozdrav mojoj je Nuški, Njuški. Ja je zovem Njuška od Milja, zato što je ona prava jedna velika njuška. Žak, zdaj smo slišali skladbo, ki sta z Nuško zapela v slovenščini. Ne povem, da spadaš med redke Hrvate, ki pravilno zgovarjajo slovenske besede. A je kakšna, ki ti dela težave? Hvala, nije jednostavno, teško je, ali opet je Nuška za to zaslužna. Ona me je, da tako kažem, iscijedila u studiju. Bio sam mokar kao miš kad smo snimili Veter nosi melodijo to, noči naj pokrije ti telo. Evo, pravi, da si ga ti, Nuška, izžela do obisti. Povej mi, ker si že ravno z nami, ne, in ko je Nuška tudi tukaj, katere so po tvoje njene 3 pozitivne lastnosti? Talentirana, duhovita, vesela, puna ljubavi. 3. Ja. Kaj pa vsaj ena slaba? Mislim da Nuška nema mane. Moja Nuška nema mane, niko nema tako lijepe dragane. Ja, evo, kmalu jo bomo tudi spremljali, ne, v šovu Slovenija ima talent v vlogi komisije. Misliš, da bo stroga žirantka? Pa ja ne vjerujem u strogoću, ali mislim da će biti pravedna. Vjerujem u pravedno, jer ima sluh žena, pa nije luda, ne? Ima sluh, čuje i sigurno će svima reći istinu, baš kao i ja. Mislim da je istina oslobađa i da je istina važna. Znam da će biti najbolja takva kako je. Tako kot si, ne? Sicer pa kaj isporočaš za današnje jutro? Sporočam Njuški da samo pegla dalje tako kako je peglala i do sada, da je najbolja i da svako jutro kad se pogleda u gledalo kaže mačko zgodna, ti to možeš, idemo. Hvala ti srce, joj! Evo, Nuška, vsako jutro si reci v ogledalo, da si lepa, gremo. Si drugače rečeš kaj v špegu? Mislim, so kakšne stvari, pa niti ne rabi biti špego, veš, ne? Ne rabi biti, ja. Velikrat si kakšno stvar pokomentiram, tipa Drašče, kdaj se ne zbere. Ja. Upajmo, da kdaj špegu ne poči zaradi visokih tonov, ki jih ujameš v operi. Mimo grede neke opere prihaja tudi v nadaljevanju, nekaj malega smo malo nahecali. Kako se vremenska napoved sliši v operni izvedbi? To bomo slišali čez nekaj minut, ostanite z nami. In pogled proti nebu, današnja jutranja VIP gostja Nuška Drašček v posebni jutranji operni izvedbi. Ste pripravljeni? Jaz ne. Gremo! Vreme bo deževno in sončno, vroče zelo, gorica prižgi klimo to, poletje prihaja in dosti se bo švicalo. Ma kdo je tekst delal? Sandi. Smrdelo, vrtelo, brez vode zelo, nad 30 vas teden bo. Super. Zato gorica prižgi klimo. Vi meni govori, da to zjutraj se ne raje. Nuška, ona nima ure. Čuj, ne, to, če bi hotela, da je res čist, proper, prvo kot prvo je mogel to malo nižji biti, ker jaz nisem sopran, jaz sem mezzosopran. Pametno vedeti za naslednjič, ko prideš. Mal bolj te tople, veš, mal nižji glasovi in tako, pa ura je 9:30. Ja, pa še zmer ne vemo, kakšno bo jutri. Prometni servis radio. Pa tudi Suska je tukaj in jutranja VIP gostja Nuška Drašček, ki ni samo izjemna pevka, kot smo slišali, ne, tudi vremenarka, ne. Zadnje čase pa tudi komedijantka, stand-uperka. Nuška, pa imaš sploh čas za take monade? Mislim, ti si skozi neki povsod naokoli. Ja, veš kaj, očitno se je poklopil. Se je mogel tako na tak način nekako sestaviti vse skupaj, da sem lahko prišla v ekipo. In je nekaj pač seveda čisto novega zame. Imam sicer stand-up zelo rada kot formo, ful jih rada gledam tako tuje kot naše, ampak nisem se pa s tem še nikoli spopadla, ne? Tako da mi je bilo res super. Tako me je Ranko Babič, režiser, mi bi, pa jaz tako, ja, ampak jaz
tega še nisem delala pač. Ne, se to bomo mi, da se, mislim, lej, poštimi me, pač nauči me, da bo vse okej, da ne moram si zdaj, veš, bruke delati na odru, ne? Tako, ja. Ne, super. Govora je seveda o predstavi Ženske brez filtra, skupaj v ekipi z Desomuk, Lucijo Vrankar, Tanjo Kocman in Tino Korenjak, verjetno režiser Ranko ne pride do besede, toliko... Mislim, da ne, je pa tega že od doma navajen, tako da neč noga za njega. Neč noga, sicer še kaj na to temo v nadaljevanju, bomo videli, koliko bo Nuška zares brez filtra, ostanite z nami. Z nama pa jutranja VIP gostja, pevka, bodoča žirantka nove sezone šova Slovenija ima talent, zadnje čase pa tudi komedijantka v komediji Ženske brez filtra, Nuška Drašček. Nuška, koliko strani besedila si osvojila? Za predstavo? Ja. Mislim, da stane 2 ali 3 strani vsega skupaj. Okay. To nekje. Ja, to načeloma, mislim, naučiti se ni problem, jaz se hitro naučim. Opere to so take bukve, ne? Tako da naučiti, ja, ampak to je treba znati bolj povedati. Ja. Veš? 2 strani, kaj bo njej to, ne? Ja, dejansko ne to. Opera, to je cel fascikel. Ja, ne? Ja. No, režiser komedije pa, kot rečeno, Ranko Babič. Ranko, povej ti meni, kje najdu Nuško Drašček, zakaj je ona najbolj primerna ženska brez filtra? Kje sem njo najdu? Jaz ne vem, če vi veste, ona je velika fanica stand-upov. Parkrat smo že gledali skupaj tudi druge stand-upe. In ko smo potem v enem trenutku padali v debato, sem dejansko res videl, ne da ona je fanica, ona razume stand-up. Ja. In potem je tako bilo iz fore, škoda sem razmišljala, bi probala. In je bila takoj za in je probala in dejansko naraven talent. Naraven talent, lepo. Sicer pa, kaj ti gre pa pri njej najbolj na živce, tako zdaj, ko se malo več časa gledata? Mogoče mi gre na živce, ampak to ni ona kriva, da je tukaj zasedena. V operi je in dosti dela in jo vsi hočejo imeti, tako da lahko rečem, da mi gre to malo na živce, tako dobro. Lahko pustite pri mir, da je sam zame. Sam zate mora biti. Ja. Drugače, kje si trenutno, zakaj se nisi mogel udeležiti te jutranje kave pri nas? Glej, trenutno sem zaseden s snemanjem na RTV-ju, ampak imam dobro menjavo. Bo prišel v studio nekdo, ki ga bo Nuška tudi zelo vesela, tako da bi jaz kar povabil, da v studio pride glavni producent predstave Ženske brez filtra, Dani Strehar. Dani Strehar prihaja! Pa tudi, dragi moji, Tanja Kocman je tukaj. Ena izmed žensk brez filtra. Sem izkoristil druženje. Dobro jutro, obema. Dobro jutro, živijo. No tako, evo. Poln studio ljudi, evo, lepo, pozdravljena. Sicer Dani čisto mičkano tako režija, Miha z roko. Povejta, kako sta? Dani, ponovno presenečenje, nazadnje, ko je bil Ranc tukaj. Ja, obljubim, da ti zdaj nekaj časa damo mir, ne? Veš kaj, če prnese vsakeč flaško, te bomo še povabili. To ni flaška, to je flaša z velikim F. Včeraj sem izkoristil druženje in se rekel, moram nekaj prnesti. Kakšna je tvoja vloga pri predstavi točno, da bodo vedeli naši poslušalci? Producent, to je? To je kaj, predstave? Kaj počneš? Teater, producent predstave Ženske brez filtra, zdaj Ženske brez filtra dvojka in to dostane. Dvojka, lepo. Organizacijo mačeš, v celoti, veš. Tako. Brez njega nas ni, pa vse pritožbe grejo na njega. To smo teli slišati. Tanja, dobrodošla tudi ti. Vse želje, Sandi, vse želje, vse pritožbe, vsaka težava, ki jo imamo, to on takoj dobi SMS-e. On se s tem pol more zagovarjati. Punce si ga rade prvošmo, tako dobi. Je rekel prej Ranc, da mu gre na živce, ki je ful zasedena, gre boljš meni na živce. Ne morem takrat. Dejta povedati, tudi Tanja, kdo je Nuška? Nuška je izjemna ženska. Vse mislim pa, da ona to že tako dolgo dokazuje, tudi vse povsod, po vseh kotičkih. Tako da Nuška je izjemna, tudi tako, ko jo vidiš na odru, taka gajstna je in prava baba, bi rekli pri naših koncih. Ja. Ranko, kdo je Nuška? Ranko, Dani. Se pogosto zamenjuje. Ja. Ona dva sta eno, drugače. Joj, ne tako, dej. Nuška, profesionalna, ful pridna, delovna, res, pač mislim, presenetila me je s komedijo, stand-upom, ki je v bistvu kot da je komičarka. Tako da bez to prej. Sta že preizkusila njene sledice? Recimo mi jih še nismo, ne vem, smo mislili, da bo danes ta možnost. Jaz bi sam rada povedala, da moj cilj za
pač beach body se je zaradi nje prestavil na nedoločen čas. Ker to, kaj pa ta ženska dela ja vem, da ne veste. Ne moramo vedeti. Ne vemo. Dani je kriv, ker je organiziral druženje, pač včeraj nisem bila doma, iskreno tudi sicer, če bi mogla priti samo ob 9 zjutraj vprašanje, če bi kaj pekla, ne? To je malo zgodno, veš, ne? Dani, zdaj po vseh predstavah, a misliš, da že znaš prebrati ženske misli? 5 žensk imaš pred sabo. Ja. Je boljš, ma nisem še tam. Ne. Kaj lepo povem, da včasih, ko se mi dobimo skupaj, pa je pač Dani ne more biti vedno z nami, ne? Ampak vsake to, ko pride, pa ko se teh 5 bab, ne, užge, Dani sam mal gleda, malo razmišlja, kaj se mu je glihkar zgodil in pol mogoče naredi kakšen zapisek, veš, mogoče bom pa kdaj to lahko uporabil, po principu je to toliko, se to ženske dobro veme, da ko se dobimo na kupu, to letijo informacije levo, desno, vsaka lahko razlaga svojo zgodbo in vse slišimo zgodbe vseh ostalih, ampak enemu zunanjemu opozovalcu je pa najbrž malo veliko. Mi moramo pa eno po eno stvar, ne? Eno po eno. Susko bova zdaj preverila, koliko si kaj s tem soočaš v komisiji, pa bosta Nuška in Tanja, ne, da tudi njiju ogrejemo, ne, sploh Nuško za bodočo, ne, Slovenija ima talent, tole komentatorko. Sicer v nadaljevanju, takoj po naslednji, ostanite z nami, kar torek bo tole za Tanja. Z nami pa polhan studio Nuška Drašček, jutranja VIP gostja, bo pa producent predstave Ženske brez filtra Dani Strehar, pa tudi Tanja Kocman, ki je del te predstave. Dobro jutro še enkrat. Zdaj bo vse v znamenju ženske pameti in moške modrosti. Suska, povej, kaj se bo dogajalo. Ja, pripravila sem nekaj ženskih trditev. Ti, Dani, boš moral povedati, kaj ženske zares mislijo, ko rečejo določeno trditev. Torej, iščemo tiste ženske brez filtra, da vidimo. Nuška in Tanja, vidve boste pa komisija in povedali, če je prav razumel tiste trditve o ženskah, kako bi ve to razložile. Smo pripravljeni? Izvoli, Suska. Kaj pomeni, ko ženska reče, ne bom nič kupila, samo grem pogledat? To pomeni 200 evrov minusa, sigurno. No? Nizko ceno si dal, veš? Nizko ceno! Tam se začne, recimo. Tam se začne demat, ko reč, pravilno. Velikrat se rado to zgodi, da greš, ne rabi niti biti tako, da greš tako v shopping, lahko greš tudi samo v trgovino, grem sam po mleko. Vrč uč, ne? Veš, in pol neseš tako in špieža. Kaj se narediti se trgovine, ko moraš celo narediti, Gremo dalje. Kaj pomeni, če ženska reče, naredi, kakor hočeš? Da si ga... Da ne hodi domov, ne? Da nikakor ne naredi, kakor hočeš. Točno to. No, zdaj ni trditev, ampak kaj ženska naredi, ko pride od frizerke, od frizerja? Preveri, če opazimo to, da je bila pri frizerki. Bravo! Dani, ti se pa nekaj veliko naučil. Nekaj sem se pa naučil, ne? Katera ženska stvar je vedno nujna, čeprav ni bila na seznamu, recimo v torbici? Kaj so lipglossi, kaj je to? Kaj ima, lahko kar več našteješ, kar imamo v torbici? No se bo komisija povedala. Še petalec z ženskami, neverjetno. Lipgloss je top. Kaj si še rekel? Ne vem. Pa slika od Danja Streharja. No, zadnje, kaj pomeni, če ženska na sporočilo odgovori samo ok? Spet nič dobrega. Aha, komisija. To pomeni, karkoli je že bilo abort mission in začni pač te, kako se temu reče, se samo angleščina mi gre zdaj pogledati. Life saving measures. Pač popravi. Popravi. Ne veš, kaj je bilo, ampak popravi. Nuška in Tanja, kako se je Dani odrezal, je bil okej? Mislim, ni bil okej, bil je odličen. Torej, zlati gumb? Zlati gumb! Torej, utrjen in pravi poznavale ženskih misli, a se ženske brez filtra še kaj vračajo? Dajmo še to povedati, smo že tukaj. Zdaj je sezona se zaključa, če sem prav razumel prej. Zdaj smo zaključili, brez filtra v bistvu enka. Tako da enko, če ste zamudili. A ne bo uno se vrača, samo še danes. Kaj je bilo 180 ali koliko terminov, ste imeli šanso, tako da... Tako da, v bistvu skoraj vse razprodane, oziroma razprodane so bile kar vse, zdaj pa se vračamo z
v bistvu ženske brez filtra dvojka. Dvojka. Oziroma nadaljujemo. Nadaljujemo in pridete tudi v naše Goriške konce, zagotovo. Sigurno, 5. oktober je premiera. V Ljubljani, v Cankarjevem domu in potem itak gremo na turnejo. Ja. Turneja. Bomo to do Gorici, sigurno. Ja, pa v Brdih smo stanjo našli en kulturni dom, se mi zdi, da bi bilo dobro. No, da... Ne vem sicer, koliko ima midve pol kulturni, ampak... To ste včeraj dobili ta kulturni? Ja, nek ta navdih se je zgodil in se mi zdi, veš, ko je tak mal manjši kraj, ne, je fajn, da mogoče imamo pol večkrat, lahko je tudi zaporedno. Tako, no, se bova pomenila. Imamo pa idejo. Poletje je še pred vrati, mal pauze, sicer Nuška, kje te bomo videli v kopalkah? Nikjer, če bo vse posreč. Mislim, da me boste videli, bom pa v kopalkah. Ne, nisem še pri poletju, danes imam predstavo v operi, v petek jo še imam, koncerti so še, snemanja so še, ogromno enih stvari, ampak ja, bo dopust, bo pa tak ta prav odklop. Imam 10 stopnic do vode, tam, kamor gremo in sem jih preštela na sliki in tudi lani že v živo. In jih je res samo 10, tako da, in je krasno, veš, daš zjutraj vodico za kavo, na 4 dni greš v vodo, prideš nazaj, glih zavre, idealka. Tanja, kje boš ti v kopalkah? Hvala lepa za to vprašanje. Še enkrat hvala Nuška, ker ne bom v kopalkah, v kombinezonu bom letos. V kombinezonu, ja, nimam časa, zdaj hodim na vse Nuškine dogodke, se vidiš, da sem prva spremljevalka, tako da mi je zasedla vse termine. Čustvena podpora, veš. Ja, ne povem, Tanja bila danes usiljena v naš program, se opravičujem. Smo jo pocukali. Ja, ni bila planirana, no. Pred studijem, pa me niso hteli obaziti. Dani, še ti zgoraj brez kdaj, kje? Ja, zdaj malo, konc junija. Potem pa jeseni nadaljujemo, seveda vsem bomo poročali. Hvala lepa za obisk, hvala Nuški, hvala tudi prvi in drugi spremljevalki. In lep pozdrav, kaj? Zdaj gremo tule v odprt, tole riječ tukaj. Lepo uživajte, hvala, čau.